Moje ime je Špela Kaplja, sem avtorica knjige Kako se ljubi reka in vas z velikim veseljem vabim, da si ogledate tokratno oddajo Moja dogodivščina na Ljubljana TV. Zakaj? Preprosto zato, ker vas bo povabila v svet rek, v misteriozni svet vode in svet rek in vas povabila, da jih spoznate in vidite na en popolnoma drugačen način. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes z nami v studiu Špela Kaplja, ki je pisateljica in pripovedovalka, ki skozi zgodbe raziskuje odnos med človekom in rekami. Reke razume kot živa bitja in nosilke spomina, s katerimi se lahko znova povežemo skozi poslušanje, opazovanje in pripovedovanje. Njeno delo vabi k tišjemu, globljemu stiku z naravo. Je tudi avtorica knjige Kako se ljubi reka. Draga sovodna Špela, dobrodošla k meni v studiu. Nekajkrat so se že menili in danes nam je končno uspelo. Pa bova začeli pri besedi uvod. Ko sem brala tvojo knjigo, zelo na začetku tako lepo napišeš uvod. Ja. A ne, ki je že takoj povedano, takoj nekako z vodo povezano, kot tudi tvoj priimek. Tako je. Hvala, draga Manca, hvala za vabilo. Tudi jaz sem vesela, da nama je ratalo. Priimek je bil položen v zibelko. Res me veliko ljudi vpraša, sploh po tistem, ko je knjiga šla, pa sem se pač malo pokazala v svetu. In velikokrat, ko sem povedala moje ime, Špela Kaplja, je bilo tako, to ste si ga pa dala. Ne. Je bilo podarjeno. Mislim, je rojstno. Uvod se vse začne. Pa v bistvu sem celo knjigo napisala in na koncu vem, da je bilo tisto, zdaj pa treba uvod napisati. Pa je to težko, se mi je zdelo. Ampak pa se mi tako genialno posvetilo, ker sem začela pisati uvod, pa se to je uvod. In dejansko vse začne. Naše življenje se začne v maternici, v vodi. Vse se pravzaprav začne z vodo. Voda je tista, ki sproži. Ali pa neguje življenje, da lahko. Sigurno. Nedavno sem brala tudi zanimivo, možgani v resnici so v neki, niso samo v lobanji, ampak so v neki vreči vode. Tako smešno rečeno, ampak v resnici je vse, kar mislimo, se v resnici tudi dogaja v vodi. Dejansko. Pa me res zanima tvoja zgodba, tako lepo napišeš. Kako se je začel tvoj odnos z rekami? Kje se začne tvoja zgodba? Ja, že odkar si se rodila s svojo Kaplja priimkom, ampak kako se je to začelo? Nisem, kar do enih svojih 20 let nisem jaz imela kakšnega posebnega odnosa, saj tako zavednega, ne? Kljub temu, da sem pa živela vse svoje življenje ob Kamniški Bistrici. Najprej na enem bregu, potem na drugem, zdaj pa spet na drugem. In tam nekje v svojih, se sem že rekla, 20-ih, mogoče zgodnjih 25-ih, je bilo eno tako obdobje, a veš, tistega iskanja svoje poti. In gledaš vsa gledala tega sveta, a ne v smislu, kaj bi bilo prav, kaj je potencialno, kam pašem. In se mi zdi, da v zasledovanju vseh tistih ogledal sem postala utrujena. In v enem momentu je v bistvu moja mesečna kri, moja notranja rdeča reka, menstruacija, presahnila, če uporabim pač voden izraz. In je bilo težko obdobje, predvsem že čisto zaradi tega fizičnega občutka in nelagodja. In tako bi pač trajalo nekaj časa, niti ne vem točno, kako dolgo je to bilo. Bilo je sigurno 2 leti, nekaj takega. In v tistem času sem pa jaz tudi našla umetnost pripovedovanja zgodb. Pač, ko sem hodila in iskala vse sorte. In sem šla na simpozij, ki je bil na temo umetnosti pripovedovanja zgodb kot orodij za pač zdravljenje. Hoteli so pač nam predstaviti, da je to zdravilna umetnost, ne samo taka, pač, a veš, za zabavo, ne. In jaz tako res navdušena pridem domov tam, ne, kam bom zdaj jaz to aplicirala, kako bom jaz to uporabila, a mi nič ni na pamet padati. Tako, veš, kar nisem se znala dobro umestiti, ne. In edino, kar me je pa začelo v tistem obdobju pa res klicati, je bilo pa pet k reki. Pa tako nič, kaj posvečenega ali pa kakšnih ne vem kakšnih idej ali pa česarkoli, samo preprosto iti k reki. Sam iti k reki in sam biti. In je bil to moment, kjer
sem odklopila vse ostalo, pa nič tako na začetku posebnega. Samo v smislu pač sedeti ob reki, poslušati reko, gledati, kako se sončni žarki odsevajo na gladini reke. Vse te v bistvu preproste stvari in me je začelo to res odpirati in spreminjati. No, in kar naenkrat sem se zavedla, da se nekaj dogaja. Tako, zdaj se mi je, reka meni govori, ampak ne razumem čisto dobro, kako. In pol vem, v tistem cajtu sem dobila pa sporočilo od mentorice tam iz tega simpozija, ki sem ga prej omenila in me je tako pač čisto spodbudno vprašala, ne, kako ti greš, Pegla, kako ti razvijaš zdaj to umetnost pripovedovanja. In tako, dober, sem že malo tuhtala, kjer izgovor napisati, pol sem pa sam po pravici povedala, da pač zaenkrat ne in da vse, kar počnem, je to, da hodim k reki. Tišina, ampak dejansko je bilo, po moje, v 3 minutah je prišel odgovor in mi je tako spodbudno napisala, prosim, pojdi, ker nam imajo tako veliko za povedati in za predati in potrebujejo ljudi, ki so jih pripravljeni slišati. In to mi je dalo spodbudo, to mi je dalo še več korajže, da sem še bolj predano stopila v bistvu temu na pot in se v enem momentu tudi zares odločila, da ok, če imam to umetnost pripovedovanja zgodb, če imam ta dar, si želim svoj glas posvetiti rekam. In da se pa vrnem sam na to mojo notranjo reko, Presahnjeno, je pa tako zanimivo, ker se je čudežno v stiku z reko, težko rečem točno v kolikem času, ampak zelo hitro se je moja kri vrnila. Velikrat tudi sem reko prosila, v smislu, ko sem bila ob njej, sem sedela na skali in sem samo jo poslušala in sem jo samo prosila, naj teče čez mene, naj teče čez mene, naj teče. In mislim, da je s tem tokom svojim znotraj mene ona očistila in premaknila tisto, kar je bilo zajezeno in kar je bilo za premakniti. In tako se je moja kri vrnila. No? In tako sem tudi na koncu ali pa na začetku razumela to kot eno svojo posvetitev, iniciacijo, rečemo, no? V bistvu v delo z rekami. Neverjetna zgodba, ko sem brala to v knjigi, mi je bilo tako prečudovito, res kako, kaka res osebna, resnična zgodba, kako narava v kakršnikoli obliki lahko človeka dejansko pozdravi. Pa se dajva zdaj od telesa premakati na zemljo, ker napišeš tudi, reke so kri zemlje. Kaj s tem misliš? Ja, s tem čisto konkretno, veš, mislim, da v človeškem telesu, se pravi kri, prenaša hranila, prenaša kisik, celice, po drugi strani odnaša vse tisto, kar je odvečno, celo strupe, toksine, in je ta krogotok v bistvu prinašanja hrane, odnašanja slabega, poganjanja srca, tok življenja pravzaprav v našem telesu. In v telesu zemlje pa reke prav tako, v bistvu s tem, ko prehajajo, s tem, ko tečejo, drobijo tiste velike kamne in v ta mali drobni kamen to meljajo, zraven minerali pridejo. In v bistvu hranijo, one ta isto hranijo zemljo, shranili, se pravi, da je naša zemlja rodovitna, obenem jo hranijo z vodo, valjda, da raste. Po drugi strani pa prav tako reke, isto kot pač kri v našem telesu, isto odnašajo strup iz okolja. Ali pa vse tisto, kar ni več pač uporabno, ali pa česar ne rabi več, reka to prime, odnese, in je pravzaprav ta krogotok življenja, kot je v našem telesu, je v telesu zemlje, so to reke. Zanimivo, ne? Me spomni na to, na ta rek, as above, so below. V resnici, da je človeško telo neka manjša različica planeta. Kako imamo mi žile s krvjo, kako ima zemlja. Zelo lepo si to rekla. In tudi meni je draga ena indijanska molitev o vodi, ki prevedeno v bistvu reče, reke so kri matere zemlje, reke so kri v mojem telesu. In to v bistvu potem ponavljajo. To je kot pač njihova obredna pesem vodi. Ne? In se mi zdi, to je to, oni so imeli to nekako to razumevanje, da, kako si rekla, to, kar je zunaj, oziroma to, kar je zgoraj, je dol, to, kar je zunaj, to je tudi notri. Bolj spoznavamo naravo, bolj ugotavljamo, kako fascinantna je ta zgodba. Omenila si reko Kamniško Bistrico, ampak vem, da je ena druga reka tebi najljubša, nekaka domača. A poveš, katera, če ne skrivnost? Zdaj je to tako malo problematično lahko, da ne bo kakšna zamera tam med mojimi doma. Ker mi je res tako vsaka posebej zelo pri srcu, ampak Rovščica.
Mislila roščica. Roščica je čudovita, divja, neobrzdana rečica, ki je pravzaprav edina še prosto tekoča reka v srednji Sloveniji. In v bistvu blizu tam, kjer jaz živim, tam se ta mogočna divja gospa ravno malo miri in se tako fino razleze in razlije in ustvarja tako veliko, lepo, bogato močvirje. A ti je najljubša, ker ti je tudi blizu, ali kako si to izbirala, kam? Katera reka te je poklicala? A veš, da so me vedno poklicale, to je tako zanimivo, ker v bistvu tudi, ko se je začel s Kamniško Bistrico, jaz nisem sploh na začetku zbirala v smislu, zdaj bom šla pa tja, ampak so me začele v sanjah pravzaprav klicati. In sem sanjala in potem sem vedela, sem sanjala Kolpo in sem šibala na Kolpo. In še preden sem lahko vmes, a veš, razmišljala, kaj bo pa zdaj, je bilo že eno vodilo naprej, tako da je bilo res vodeno, no? In v bistvu z roščico pa mogoče ni bilo pa čisto tako, ampak sem se pa preselila bolj tja njej v bližino. In v bistvu najprej začela raziskovati to močvirje, tudi zaradi tega, ker sem otroke vozila tja in jih učila o močvirju. No in tam sem pa pol padla v to njeno blatno strugo. In tako se je začela. In tako se je začela. Špela, vzeli si bova kratek odmor, drage gledalke in dragi gledalci. Špela odhajava na kratek odmor, bodite z nama tudi po pavzi. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes gostjo Špelo Kaplja govoriva o rekah. Špela, v svoji knjigi reke opisuješ kot boginje. In v knjigi lahko preberemo 13 ljubezenskih pisem rekam. Vse me zanima, kaj boginje, kako si izbrala 13 rek, pa izberi eno ali dve, ki sta ti morda najljubši in malo razdelaj nas, povabi v notranjost knjige. Ok, wow, super. Najprej mogoče to, da so one mene izbirale, če se to ne sliši preveč prevzetno, ampak je res dejansko tako bilo, da sem začela, tako kot sem že rekla, svojo Bistrico in potem so me sanje, pa pač drugačne življenjske naključja vodile od ene do druge. In seveda me ne bo zdaj zanesel, ampak to se mi zdi tako zanimivo povedati, da se mi zdi, da kar se tiče mojega osebnega procesa, da so se prav dopolnjevale. Da je bilo tako, veš, kot da bi se me podajale, a ne, klonk, pa smo tam nekaj zrihtali, pa klonk, pa je druga pospravila nekaj drugega. Res dejansko, potem, ko sem se ozirala nazaj, sem videla tako, wow, to je bil tako prav popoln v bistvu proces nekega samozdravljenja oziroma rečnega zdravljenja pa osebne rasti. Seveda v tem procesu sem jaz prepoznala, da so reke veliko več kot to, kar jih dojemamo, kar je ponavadi pač voda, ki teče mimo nas, voda, ki spotoma odnaša še naše odplake, voda, ki pač poganja naše hidroelektrarne, nam daje energijo. Predvsem pač voda, ki teče mimo, kot neka uporabna vrednost, v bistvu na ta način jo znamo gledati. In v bistvu v mojih stikih z rekami sem jaz videla, to so v bistvu žive boginje, pa včasih mi je težko to besedo uporabljati, ker se mi zdi malo sprana zadnje čase, da so jim ne raba, no, ampak dejansko moje resnično oboževanje in spoštovanje teh bitij je bilo veličastno in se mi je velikokrat zdelo. Itak sem bila počaščena, da sploh imam priložnost, da slišim kakršnokoli modrost mi namenijo. Po drugi strani sem pa čutila, da si res želim iti v svet in povedati ljudem, da so dejansko živa in veličastna bitja s svojo zavestjo in z ogromnim zakladom modrosti. A se spomniš, si morda slišala v sebi, seveda, to ni vedno kakšen naglas glasovi, ko ti govorijo reke, katerekoli. Kako je to videti, ko praviš, da se pogovarjaš z njimi? Ja, zanimivo je, to je res zanimivo. V bistvu, pravzaprav, ko rečem, da se pogovarjam z njimi, je slišati kot notranji glas, ampak je čutiti tako zelo domač in tako močen, da brez dvoma ga ločem od svojega lastnega glasu. Še večkrat, ko pa sedim ob njih, se mi pa v bistvu prek vizualnih podob sestavljajo sporočila. Pa niti ni nujno, da imam zaprte oči. Recimo fenomenalna izkušnja mi je bila z reko Savo, pa z reko Kolpo,
In ob Savi je bilo tako, da sem se že poslavljala od nje, pač na Sotočju, tam v Ljubljani. In pač se štimam, da se odpeljem s kolesom in ko sem se obrnila, se pravi proti reki, nazaj proti toku, sem v bistvu videla vizijo z odprtimi očmi in je bila fenomenalna, čudovita, velika ženska s spuščenimi svetlimi lasmi. Tako je bilo videti, veš, kada je ta gorski veter, mrši lase, v lepi, dolgi, beli turkizni obleki je bila in okrog tu je imela pa tudi turkizni šal in pela je. In je bilo noro, ker sem sama pomela sebi oči in tako, čakaj, se niti ne mežim, kako te vidim, se je bilo hitro, se je bilo kot meglica nad reko, ampak tako zelo jasno in tako zelo močno, da tega nikoli ne bom pozabila. Tako da nekajkrat se mi je zgodilo tudi na ta način. Največkrat v mojem primeru, pa najbolj glasno, pa bilo v sanjah. V sanjah je bilo pa prav tako, kot da bi mi ali pripovedovali zgodbe, ali povedali kakšen močen stavek, dva, pa sem pol naslednji dan pol sama pač razmišljala naprej, pa raziskovala. Tako da v bistvu prek teh, no, ti so moji kanali. Imamo pa vsak druge, a ne, res eni smo pač močnejši v simbolih, se pravi v imidžih, no. Eni bolj pač čutilno zaznavajo, pa mogoče pol prek tega, ne. Ja, smo si različni. Različni smo si, ja, čisto različno, pač kater čut je pač tisti, ki je najmočnejši, ne. Kaj ti je pa Kolpa kaj povedala? Joj. Pri Kolpa je bila pa ena mojih res, mislim, težko rečem ljubših, ampak ena res mojih zelo močnih izkušenj. In tako, kar rečejo za Kolpo, da je topla reka, tudi fizično, je resnično njen obren topel. Jaz sem v bistvu na njenem bregu, ko sem sedela, čutila fizičen objem, ki je bil pravzaprav tako materinski, ki ga jaz še nikoli v življenju nisem prej občutila. In takrat se spomnim, sem res bila tako ganjena, da sem jokala tam nekaj časa, ampak od lepega, veš prav od tistega lepega občutka. In tudi kasneje potem je bila Kolpa tista, ki je mi pomagala v bistvu zdraviti to materinsko rano, ki mi je kazala, kako se s prednicami lahko srečam, kako tudi s pomočjo reke in kako s pomočjo tega rečnega toka, kako lahko tudi v bistvu spuščaš te zgodbe svojih prednic in v bistvu osvobajaš in sebe in njih. To je Kolpa. Kolpa vse te stvari. Kolpa je zdravilka in ona to res, te sorte magije je blizu, no. In iz tega ven sem hotela samo eno kratko zgodbico povedati, ker pač že čez nekaj let, ko je bila moja knjiga že napisana, to je bilo 1 leto potem, ko je moja mama umrla in je bilo ravno v bistvu tako pred 1. novembrom. In jaz razmišljam in tako, kaj pa bi, mislim tako, ker nekaj mi je bilo, da jo posvetim z nečem, da jo odnesem na grob, ne. In na 1. zjutraj je tako Kolpa. In poiščem kamen, ki sem ga imela s Kolpe, ga zberem, ga pogledam, se mu posvetim tako, in kaj bi še zraven, pikapolonico. Sem imela pa take male drobne lesene pikapolonice in sem jo nalepila več gor na ta kamen, ne. In sem rekla, ok, to bom jaz odnesla mami na grob, ne. Obenem pa tako v istem časovnem pasu, v istem momentu se pa prijateljica poslavlja in tako, praviš kaj, jaz pa grem zdaj na Kolpo, ne, za par dni in tako jaz, daj prosim pozdravi mi Kolpo, ne, ful mi jo lepo pozdravi in se poslovimo, gremo vsaka v svojo smer, jaz na grob, jaz naredim svoj obred, se posvetim mami. In ma ni bilo po mojem, ne vem, čez nekaj ur, da ona je rabila nekaj časa, da je dol prišla, ona mene kliče čisto iz sebe. In jaz, kaj ti je zdaj, a ne? In je rekla, to je noro, jaz še v življenju nisem videla toliko pikapolonic na enem mestu. Je pa vedela, a veš, sem ji pokazala, kaj bo mami nesla, tako da je imela povezavo, ne. In je rekla, noro, odprla sem vrata hiše in je bila cela hiša polna pikapolonic in vrt je poln pikapolonic in mi je slikala in je rekla, jaz res ne morem verjeti. In takrat se spomnim, da sem se samo usedla in mi je bilo tako, veš, včasih si misliš, ok, saj reka je tam, jaz sem tle, jaz živim svoje življenje, ona mene ne sliši. Ampak, ko se enkrat prepletamo, ko se enkrat povežemo, je tako kot s človekom, ki ga imaš rad, ki ga imaš enkrat v srcu, ne rabiš fizično, a ne, a veš, ne biti ob njem, da bi mogoče vedel, da ti je pa danes hudo, recimo, ne. Tako da ta je bila res... Kakšna lepa zgodba, ja, vse je povezano, ne? Či reka, mama, a ne, vse je nekako tako. Ko te tako poslušam, se mi res zazdeva tudi tvojih 13 rek iz knjige,
kakor da bi ti vsaka reka želela nekaj dati. Morda nekaj, kar v tistem trenutku potrebuješ, zato si bila vodena, ker morda so one bolj vedele, kaj potrebuje tvoja duša kot ti. In kot nekaj, ko bi izlagala pucle, te nekako tako seštevala v neko čudovito sliko. Meni se je na koncu tega mojega potovanja s temi 13 rekami, se mi je zdelo, da sem stopila v svojo celovitost. Jasno mi je, da imam še zelo veliko korakov, pa še marsikaj se bo zgodilo, ampak pač v enem obdobju mene se mi je zdelo, da so me prav res skockale, tako kot si rekla, stala. To je to, zdaj stojim. Je pa tudi tako, ker sem že prej uporabila to simboliko ogledala. Reke dejansko so živa ogledala. Voda reflektira v bistvu, ne. Ampak so pa resnično prava ogledala, se pravi, ne reflektirajo pričakovanega umetnega sveta, ampak res reflektirajo tisto, kar je živo, zdravo, tudi tisto, kar mogoče potrebuje zdravljenje v nas. In tako da gledati se v ogledalo reke, hočem samo reči, je v bistvu nekaj res zelo, zelo, zelo opolnomočenega pa zdravilnega. Zelo lepo. Jaz imam to povezavo bolj z jezeri, ti imaš z rekami. Zanimivo je tudi povabilo gledalkam in gledalcem, da vsak najde neko obliko ali vode, morda gozd, obliko narave, kjer lahko najdemo svoje ogledalo in se pogledamo vanj in vidimo, kaj morda nam manjka v tistem trenutku. Čudovito. Na tem mestu ponovno odhajava na kratek odmor, drage gledalke in dragi gledalci. Ponovno greva na kratko pavzo, bodite z nama tudi takrat. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Špelo Kaplja nadaljujeva najin pogovor o rekah. Pa dajva zdaj malo iti morda v to neko modern pogled na reke. Mnogi imajo tak enoznačen odnos do rek, da so njihove uporabne funkcije. Skozi tvojo zgodbo vidimo, koliko več v resnici so reke, so žile zemlje, tebi so neki kanali za osebno rast, bi lahko rekel na tak način. Kako lahko po tvojem mnenju povrnemo občutek svetosti, ki so lahko reke? Kako si lahko vzgojimo ta odnos do rek? To si tako lepo rekla. V bistvu se nam je na nek način vsa narava pravzaprav bila nekako odtujena od našega razumevanja, da je sveta. Tako da itak pa je več kot očitno, da kričimo potem, da se vsak na svoj način s svojim elementom povežemo nazaj. Tisto, kar jaz vidim, da res deluje meni ali pa tudi ljudmi, s katerimi sem v stiku, so zgodbe. Zato, ker jaz sem velikokrat tudi sama recimo bila v vlogi ali pa sem poslušala druge, a veš, tudi naravovarstvenike, s katerimi tudi veliko sodelujem, druge aktiviste, med katerimi sem tudi jaz pač bila zelo pogosto zraven. In se hitro znajdeš v vlogi, da hočeš prepričati, da hočeš povedati, da hočeš odpredavati, ne. In sem videla res v bistvu čez svojo prakso in čez vse to, da besede same res nimajo toliko moči. In da ljudje tako imamo že toliko enih navodil in enih informacij in enostavno ne gre, ne pride skozi, se ne dotakne. In jaz sem pravzaprav spoznala in videla, da so zgodbe tisto najmočnejše orodje. Ma ne rabi to, niti ne zdaj cel, ne vem, kakšen ep, ampak samo peljati človeka ob reko in ne govoriti mogoče direktno čist samo to, pa je reka ima take kamnine, ampak samo mogoče to zaviti v zgodbo. In recimo v primeru moje Rovščice, jaz rada povem, da je ona taka res tolsta, huda, ta prava coporanca, ki se noro dobro krohota in ki se ona krohota, je tako slišati, da se kamenje vali. Kar hočem reči, veš, da probam samo orisati in na nek način približati človeku preko zgodbe to, kar je zraven. In to se dotakne ljudi. To je tisto, kar zaobide v bistvu ta naš racionalni del in se nas dotakne na enem delu osebnem, kjer se mi lahko navežemo. In ko se enkrat lahko navežemo, je pol to, pol ostane. Na tak ali drugačen način, pa enih ljudeh pa globje, pa enih malo manj, ampak nekaj pa je, en premiček se je zgodil, no. Tako da jaz res vse bolj in že od nekdaj verjamem v to, da imajo zgodbe res to moč, da nam odprejo vrata v eno malo drugačno zaznavanje. Sigurno, ne? Ja.
lažje mogoče zgradimo nek odnos do reke ali narave na splošno skozi zgodbe, kot praviš, lahko tudi tvojo, ki je res tako lepa, kot neke znanstvene debate in razlage o kamninah, kot si omenila in podobno. Kako bi nas povabila, ko gremo k reki, katerakoli že to je? Jaz grem dostikrat k Savi, ker mi je blizu, kjer živim. Pa vedno to tako poslušam, Sava šumi, kot gre tista pesem. Kako bi nas povabila, kaj početi ob reki? Jaz se vedno znova tudi sama sebe moram opomniti svojih začetkov. Moji začetki so bili čist nedolžni, če lahko rečem, brez pričakovanj. Nič nisem bila tam, povejte mi zgodbo. In iz tam ven potem pač ta nasvet, ki ga hočem reči, sam biti ob reki, ampak res biti ob reki v taki polni prisotnosti. V smislu res, da se predaš temu, da odmisliš vse ostalo in poiščeš eno stvar, ki te prevzame. Eno stvar, ki te prevzame, ker tista je ponovadi tista, ki te pol premakne v srčno zavedanje. In ko smo pa enkrat tam, se pa itak pomirimo in tudi pol drugače dojemamo stvari okrog sebe. Tako da jaz bi v bistvu samo to rekla, res biti tam nečasovno omejen, brez pričakovanj, brez pritiskov, ampak sam biti res polno prisoten. To pomeni tudi res čutili, v smislu rokice v vodo, božati kamen, poslušati vodo. V bistvu na čim več načinov se čutno angažirati. Reke so zelo ženstvene, reke so zelo čutne na ta način in mene so vedno nekako vabile k temu, da poiščem užitek tudi. V smislu, naredi si tako, da ti bo prijetno, ali se uležeš na kamenje, ali se mogoče okopaš, če te pokliče. To je tudi zelo močno in noro lepo. Ali si umiješ obraz. Nekaj, da en stikec z vodo, da narediš, s svojim telesom. Potem pa probaš res samo čim bolj iskati mehkobo, užitek in v tistem užitku pol res prisotnost. Sam res prisotnost in občudovanje. In se mi zdi, da pol s tem občudovanjem pa začne oživljati malo okolje okrog tebe, in se pa lahko pol tudi kakšne stvari zgodijo. To je najtežje, kar je za nas danes. Se umiriti in samo biti. Res je težko. Zame, ko grem k jezerom, recimo, ampak še posebej, ko grem tam, znam samo biti in opazovati. Kot si omenila, z vsemi čutili opazovati gladino vode, ob reki morda kamenčke, ki se premikajo, veter poslušati, drevesa, listje. To je kot neke vrste meditacija. Torej, namesto, da smo doma, pa poskušamo se umiriti misli, pojdimo raje ven, k reki, k svoji reki, k svojemu elementu, kot si prej lepo rekla, in poskušamo na tak način. Špela, veliko sva govorili o knjigi, ampak nisi samo pisateljica in pripovedovalka zgodb, imaš tudi delavnice, veliko teh stvari delaš, ki so morda tudi povezane z naravo širše. Malo nam povej, kaj še vse počneš. Rdeča nit vsega res, kar počnem, je približevati to, o čemer se že ves čas pogovarjava, se pravi približati ljudem naravo. Tako da zelo rada in zelo veliko delam pripovedovalne dogodke. Jaz jih po svoje kar malo tudi imenujem take pripovedovalske obrede. V smislu, ki so pač kombinacija pripovedovanja zgodb pa obreda, ki paše določeni reki. Ker vsaka reka ima valjda svoj značaj. Tako kot tudi že preprosto lahko rečeš, ena je gorska, ena je nižinska, samo z tega zemeljskega vidika že, ampak pol pa tudi iz tega vidika, da so dejansko res vsaka popolnoma svoja, svojim značajem. In temu primerno se mi zdi pomembno, da tudi dobi vsaka nekak svoj obred, da se jo res pač še na ta način dotaknemo. Tako da to zelo rada delam, rada povezujem ljudi v dogodke, tako da veliko sem delala z ženskami, smo imeli različne dogodke, na katerih smo pele rekam in se na ta način povezovali z njimi. Tudi delavnice vodim, tudi za otroke in za odrasle, pa spet je v bistvu ta rdeča nit tega, da probamo na različne načine v bistvu se približati pa ugotoviti, kje je vsakmo zašpila, kje je tisti gumbek. Struna prava. Kje je ta prava struna, da se igra.
Otroci so bolj povezani z naravo, bi lahko rekla, jim je lažje ali jim je težje? Ni nujno, pa danes mislim, da sploh ne več, se spreminja, to opažam. V kakšnem smislu? V takem smislu, da jim je težje, da je te glasnosti, tega nemira, vsega tega, da je več v njih in da rabijo več časa, da se umirijo, recimo, ali pa preklopijo, kakor pa včasih. No? Odvisno, čisto odvisno. No? Lahko je pa takole. Res reke, kako nas lahko naučijo, kako moramo res nazaj k naravi. Z različnimi gosti se pogovarjam, pa vedno pridemo na koncu na isto, da moramo res nazaj se vrniti k naravi. S čim se pa trenutno najbolj ukvarjaš? Kam te reke nesejo? Reke mene res mi rade mi nagajajo, tako da velikokrat imam jaz kakšen tak zelo jasno določen tok, kako bi stvari bile. Mi vedno znova povejo, da one niso bile namenjene temu, da bi bile pač v strugah. In me učijo, skozi me postavljajo pred ta izziv v smislu, a lahko pustiš stvarem, da tečejo, pa da kaj novega pride. Tako da v bistvu ena stvar, ki me zelo kliče, so nove reke, ki jih še ne poznam in si želim jih raziskati in tudi že delam na tem. No. Želim si napisati nova ljubezenska pisma novim rekam. Obenem je pa zelo močen klic, ki se ga pa na nek način tudi čisto po pravici povedano malo bojim, je pa klic moje domače Kamniške Bistrice. Ona se mi pa zdi, da gre pa tako še globje in mi tudi v bistvu prenaša sanje že kar nekaj časa in jih vestno zapisujem, pa raziskujem tudi mite lokalne. Tako da tukaj pa bo tudi enkrat se rodila knjiga, ki bo namenjena prav njej, pa ni tukaj ga ona prenaša. Ampak tukaj si pa puščam še tako, no, še malo prostora, pa tudi rada bi, da je v najinem ritmu, no, in da je res tako brez pritiska in to je tisto, ko se, veš, v ozadju, nekako poraja. Teče v nekem svojem ritmu. Ja, je pomembno, da sledimo temu, ne smemo prehitevati. Ja, no, res. Zakaj se pa bojiš? A misliš, da boš trčila ob kakšne svoje globine, na katere nisi pripravljena mogoče? Jaz mislim, da sem se lani začela tudi prosto potapljati. Da se pripravljaš ni bilo vse druge globine. Ni bilo nič razumsko, ampak sem s časom ugotovila, da spet zunaj je znotraj povezano, da je en nov korak. Tako se ne bojim, ker imam popolno zaupanje, ampak imam pa občutek, da je neka nova globina, pa tudi nek mogoče nov format dela, čisto konkretno. V smislu, sem vajena vsem bolj kratkih zgodb, pravljic, tole pa zdaj ne vem še, če dobro, v kakšno konkretno literarno obliko, a veš, bo šlo, no, tako da mogoče tudi iz tega, no. Ampak se je treba prepustiti, ker si bila poklicana v to smer. Špela, za konec, kje te lahko spremljamo, tvoje delo? Najlažje se mi seveda najde v Breki, ampak se trudim, tako da imam svojo spletno stran, na kateri redno objavljam, sem tudi na socialnih omrežjih, na Facebooku pa na Instagramu, Pa zdaj sem se tudi pa zaobljubila, pa se bom res tega držala, da bom bolj vestno pisala svoje doživetja. Tako da bom objavljala kot blog zapise v bistvu na svoji spletni strani, no, in malo teh starih rek o modrostih, ki so mi jih predajale, in pa o novih, ki jih bom obiskovala. No. Tako da to je novoletna obljuba meni, rekam in vsem ostalim. No, zdaj si što javno spregovorila, tako da pričakujemo tvoje blog zapise. Špela, lepa hvala, da si bila danes moja gostja. Veseljem. Drage gledalke in drage gledalci, verjamem, da sva vas navdihnili s temle potopom v slovenske reke. Vam pa povabilo, da sedaj, ko nehate gledati najino oddajo, greste ven in obiščite svojo najbližjo reko. Bodite dobro.